najbolj všeč bilo, kada smo tekmovali z bivaki, lov na zastavico in ogenj. Vse to? Ja. Super. Meni je bilo všeč, ko smo si prižgali ogenj in pekli hrenovke na njem. Ok, pa še ti? Meni je bilo všeč, ko smo v Taboru prižigali ogenj, pa takrat, pa ko smo se šli lov na zastavico, ker je bilo ful zabaven, ker sem jih zelo veliko videl. Odlično. Pa skoraj smo zmagali. Si bil snajper. Skoraj ste zmagali, ja? Ja, ti pa Pa ti? Meni pa je bilo najbolj zabavno, ko smo se igrali skrivalnic v gozdu. Sokola. Ja. Sokoljo gnezdo, super. Povej. Meni so bile všeč delavnice, ko smo jih imeli. Ok. Meni je bila najboljša tekma z prižigom ognja, da smo mogli vrv zakurt, pa kraj zastavic. Odlično. Meni je bilo pa najboljše tudi kraj zastavic, pa prižiganje ognja, pa delavnice z vozli. Ok. Meni je bil najbolj všeč bivak. Ok. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo se igrali skrivalnice v gozdu in ko smo lov na zastavico. Kaj pa strelišče? Ja, tudi. Povej, kaj si prinesel. Metke. Kok? Poln nahrbtnik. Ja. Prazne metke, ne? Tulce od metkov, ok? Meni pa najbolj bolj všeč, ko smo lov na zastavico, Ok. pa ko smo spali vsak dan. Ok, super. In kosilo tudi? Ja. Hrana ti je bilo všeč? Ja. Ok. Ostalim? Ja! Ok. Meni je bilo najboljše kraj zastavic in smo kurili ogenj, pa smo vrvico mogli prekuriti. Super. Ok, še ostali? Ko smo se igrali skrivalnice, pa ko smo se igrali ki so že minili tiste igre, orli. Sokolje gnezdo, ja? Ja, sokolje gnezdo, pa takrat, ko smo pekli hrenovke. Ok. Meni je bilo najboljše, ko smo mogli čistiti posodo. Ste uživali vmes? Ste se malo... Fajn je bilo. Pa povej. Meni je bil zelo všeč bivak, ker zelo rad zidam. Odlično. Kaj si se pa še novega naučil? Kako zgraditi bivak, Odlično. kako narediti past, kako prižgati ogenj. Super. Misliš, da ti bo to lahko koristilo? Ja. No, 100%. odlično. Ana, punce imajo prednost. Meni je bilo všeč, ko smo se z blatom mazali, pa ko smo se špricali. Ok. Meni je bilo najbolj, ko smo se kopali v potoku. Ok. Torej včeraj Ja. ali predvčerajšnjim? Oboje. Oboje? Obakrat? Ok. Še kdo kaj povedal? Ja. Bi kdo pozdravil mamice pa očje? Ja, pa kje... Ja, izvoli, povej. Še voskada. Alfi, povej še ti, kaj je bilo tebi najbolj všeč, kaj si se novega naučil. Povej nam, kako si se imel. Najbolj všeč zastavica. Aha, kraj zastavic. Kaj si bil ti zastavica? Pa kaj si se novega naučil? Zakrasilo ogenj. Bravo. Kaj ti je bilo pa najbolj zanimivo? Si rekel zastavice, a ne? Še kaj drugega? Hrana ti je bilo všeč? Ok, super. Kako bo šlo? Se pravi, zdaj si imel kaj, taborniški priročnik, ste pogledali vašo skupino? Ja, parkrat smo prebrali, tako da mislim, da bom lahko nekaj strpno, lepo besedilo. No, krasno. Prosim za tišino. Hvala. No, poslušajte, kaj je prva skupina prebrala o... Kaj boš predstavil, povej. Mi smo se pač odločili, zato ker nam je to zelo pomembno in smo se odločili za taborniški odnos do narave. V bistvu pomemben je, da mi naravo spoštujemo. Tako je. Ker če jo bomo mi spoštovali, nam bo še dolg časa dajala te njene zanimivosti, lepote, užitke, ki jih lahko tudi mi uporabljamo. Naprimer, to pa lahko naredimo tako, da naprimer za netivo pri kurjenju ognja uporabljamo le suhe vejice, da ne podiramo celih smrek, ampak pobiramo palce po tleh. Tako.
tanjše in debele. Tako. Poskrbeti moramo tudi za smeti. Naprimer, če taborimo za nek, da ne pustimo kar smeti tam, ampak jih damo naprimer v eno vrečko, pa jih vzamemo s sabo domov. Tako je. Naj pol tam vržemo v koš. Ni dobro, da v naravi naprimer delamo naravna odlagališča, ker to je eden izmed hujših vzrokov za uničevanje narave. Zaradi tega to se odnese na smetišče, tudi če porabiš par evrov več za bencin, se je vreden potruditi. Tako. To je to. Odlično, se strinjamo vsi? Ja. Ok, bravo. Pa punce. Punce imajo tukaj en str. Luka nam bo povedal, kaj ste najdel v Alpsko cvetje. Ste si izbrali knjigo? Izbral sem si rožo šmarna hruščica. Raste do 5 metrov visoko, listje ima dolge 2 cm, široke pa 4. Raste na strmih, suhih in skalnatih področjih do 2000 metrov. Ok. Zelo je razširjena v alpskih svetovih. Ok. Je lahko pokažeš še, kako izgleda katera risba? Tale tukaj? Aha. Ok. A ima kakšne značilnosti, kaj posebnega, kakšno zdravilno lastnost? Ni pisalo. Ni nič pisalo. V redu. Hvala lepa. Zdaj pa tle je dosti podobno. Samo da ne ležite na tleh. Tle često zdaj na nogo. No, pejte. Zdaj pa prestop. Evo, ti si ga še malo čez. Tako je, zdaj pa še en 100 velik korak rečeš.